XRP bo sploh kdaj presegel svoj all-time high? Pridružite se mi, da razkrijemo to skupaj. Torej Ripple oziroma XRP. Po spletu kroži ogromno objav, ki napovedujejo Ripplu, da bo dosegel $10, nekateri celo tudi, da bo dosegel $100. No, to se meni zdi naravnost nerealno. Si bomo pa danes malček podrobneje ogledali, kaj se obeta kaj temu kovancu. Smo trenutno na tedenskem grafu in tukaj lahko takoj vidimo, katera je zelo pomembna podpora. In to je tale tukaj na okoli, oziroma od 25 pa do 18 centov. Zdaj tukaj vidimo, Ripple je imel eksploziven prvi vrh, to je bilo tam v januarju 2018, oziroma januarju 2018, in v naslednjem bull runu, ki smo ga imeli, je dobesedno razočaral. Svoj vrh je naredil kar za, bomo pošteval tudi sence svečk tukaj, no svoj vrh je naredil kar za 40% nižje od prvega. Bom tole kar zbrisal, da nas ne moti. Zdaj, na prvi pogled to izgleda kar neka grda struktura, ampak bolj kot sem gledal te vrhove, bolj sem si mislil, čakaj malo, a se ti vrhovi slučajno povezujejo. In potem potegnem tole črto in vidimo, da se povezujejo skoraj da do perfekcije. No in kaj nam to da? To nam da en ogromozanski padajoči trikotnik, ki je medvedji vzorec. Ampak treba je povedati tudi to, da imajo padajoči in naraščajoči trikotniki kar nizek odstotek realizacije. Mislim, da je tam nekje okoli 60%. Samo v 60% se dejansko izvedejo. Dostikrat sem videl, da se padajoči trikotniki pretvorijo tudi v dvojno dno, kar bi bila vsekakor opcija tukaj, če pogledamo. Dvojno dno pa, kot vemo, je bikovski vzorec. Recimo, tukaj naš prejšnji vrh postavi neckline mejo, ki jo nato prebijemo, postavimo višji vrh, jo testiramo kot podporo in če ta podpora vzdrži, potem šibamo naprej. No, v tem primeru bi bil možen novi all-time high in da presežemo tukaj ta prvi vrh. Ampak predtem bi XRP čakale kar težavne meje. Najprej je tale zgornja meja našega padajočega trikotnika. Potem imamo tole mejo na 80 centih nekje. Potem je naslednja meja na $1,20 centih. In seveda naslednja je pač vrh iz našega prejšnjega bullruna na okoli 1,56 centov. Oziroma $1,56. Ali $1,56, kakor pač želite. Ok, to je torej bikovski scenarij, ga bom zdaj dal stran, da ne bomo imeli preveč črt tukaj. Zdaj, da se bo to izvedlo, sem trenutno, ampak pravim trenutno, malček skeptičen. Zakaj? Če pogledamo tukaj malček pobliže, kaj se dogaja, in če povežemo dna in če na to povežemo še tele vrhove, vidimo, da dobimo naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. In še ta druga stvar, ki mi ni ravno najbolj všeč, je, da imamo ob tole zgornjo mejo le dva udarca, medtem ko na spodnji meji pa vidite, koliko udarcev imamo tukaj, oziroma se kar drži tele spodnje meje kot pijane s plota, bi lahko rekli. Zdaj, če bi se tale klin izvedel, če izgubimo spodnjo mejo, bi potem lahko prišli vse do, recimo, da prebijemo nekje tukaj. Ja, tukaj simulirana tarča kaže, da naj bi prišli kot do 10 centov, ampak po mojem bi mogla biti tale meja na 20 centih, na okoli 20 centih, dovolj močna, da zadrži. Ker če pogledamo nazaj, tukaj smo se zadrževali ogromno enega časa. In ta meja je izjemno pomembna za XRP.
Kako zelo pomembna? Dajmo si malček pogledati, kako zelo pomembna. Bom lih za malo prestavil tukaj na logaritmično, lih tako, da malček lažje vidimo, tudi da mi sfiltrira ves ta šum ven. Če se izgubi tale meja na 20 centih, imamo šele tukaj neko mini naslednjo podporo na okoli 5 centih, pa vse do 3 centov. Tako da to bi bila šele naslednja podpora tukaj. Zdaj, neka možnost za to je, ampak jaz mislim, da bo ta podpora na 20 centih kar precej močna in bi se mogli na njej zadrževati še vsaj nekaj časa, da vidimo, kam se bo potem kasneje obrnil trg. Je pa drugače tale padajoči trikotnik kar zastrašujoč. Drugače pa RSI tukaj pri ta zadnjem dogajanju trenutno ne kaže nobenih posebnosti. Tukaj imamo dna v isti višini in tukaj imamo dna v isti višini. Stokastik RSI trenutno kaže, kot da bi se želel križati navzgor. Dajmo si pogledati še dnevni časovni interval, da to malček pobliže pogledamo, kaj se dogaja. Ja, definitivno imamo tudi tukaj tale naraščajoči, razširajoči klin. In tukaj le pri ta zadnjem dogajanju se zdi, kot da bi imeli neko rahlo, skorajda skrito medvedjo divergenco. To je, ko imamo v gibanju cene vrh in nižji vrh, medtem ko pri RSI pa imamo vrh in vrh na isti višini ali pa višji. To pomeni, da bi se padec lahko nadaljeval in s tem bi potem tudi izgubili, lahko bi izgubili tole spodnjo mejo tegale našega klina. Torej, odgovor na vprašanje, kdaj novi all-time high? Moram biti popolnoma iskren, trenutno sem skeptičen, da sploh kdaj še bo. Ker tudi Ripple, kar priznajmo si, je zadnje čase prinesel kar razočaranje. Samo spomnimo se, kakšne napovedi so bile, ko bo Ripple zmagal napram Seku. Nič od tega se ni uresničilo. Ampak, kot sem že omenil na začetku, še vedno se to lahko obrne na bikovsko stran in dobimo ven vzorec dvojno dno. Najprej pač moramo videti, kaj se bo zgodilo s temle iztiskom tukaj in s tole zgornjo mejo našega padajočega trikotnika. To je ta prva stvar. Potem je tale meja na 80 centih, to je tale tukaj, meja na dolarju in 20 centih in potem vrh iz prejšnjega bullruna. In če prebijemo tole mejo, oziroma ko ali če prebijemo tole mejo na $1 in 60 centih nekje in na njej naredimo podporo, takrat imamo potrjeno dvojno dno in od takrat naprej je potem možno, da dobimo novi all-time high. Tako da ja, če bo XRP bikovski, ima kar nekaj dela pred sabo, ampak vsi poznamo njegovo eksplozivno naravo in to na nek način tudi ne bi smel biti problem. Ta glavno je zdaj tole dogajanje tukaj, na temu iztisku, kaj se bo tukaj zgodilo. Prvo je, ali bomo prebili tole zgornjo mejo padajočega trikotnika in ga s tem na nek način tudi razveljavili, ali bomo pa potrdili medvedji scenarij in prebili spodnjo mejo tegale naraščajočega, razširjajočega klina. No, na tem mestu se moram zahvaliti še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, v zameno za podporo, dobite dostop tudi do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne analiziramo samo kripto, ampak tudi žlahtne kovine, delniški trg. S paketom višje pa dobite dostop tudi do Discorda. Tam skupaj spremljamo tudi kripto na manjših časovnih intervalih, tudi delimo med sabo informacije, si podajamo mnenja. Tako da ja, smo se zbrali kar lepa skupinca. Poleg tega pa imajo patroni tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Kar so vložili preko Patreona do časa nakupa, lahko uporabijo kot dobro imetje. In nekateri lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, kjer je v bistvu skupek indikatorjev. Je več indikatorjev združenih v enega.
Imamo tudi RSI in MFI, ki se prikazujeta direktno na svečkah. In ne smemo še pozabiti na ARI, to je indikator, ki sem ga kompletno spisal jaz sam, prikazuje pa, kam na kriptotrgu se pretaka denar. In vam tako rekoč lepo mapira, ali se denar pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. In če bi želeli še morda kakorkoli drugače pomagati kanalu, so spodaj v opisu in pripetem komentarju tudi povezave oziroma affiliate povezave. Pred kratkim sem sklenil tudi partnerstvo s Cryptomat menjalnico, ki ima izredno dobro platformo in je fokusirana na začetnike. Tako da, če si slučajno kriptozačetnik, ti vsekakor priporočam Cryptomat menjalnico. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej kriptoanalizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo? Ste morda vi opazili kaj drugega? Vaše mnenje me vsekakor zanima, tudi če je nasprotno. Kot zagotovo zanima tudi vse druge, ki spremljajo ta kanal in se še učijo o vsem tem. Tako da kar napišite spodaj pod komentarje, pod videom in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. No in kaj sledi naprej? Tukaj na tem kanalu redno spremljamo ceno Bitcoina, oziroma gibanje cene, da se pravilno izrazim. Še predvsem bo zanimivo gibanje zdaj po halvingu. To je bil prvi halving, pred katerim smo doživeli all-time high. Kaj se bo zgodilo zdaj? Poleg tega bomo spremljali tudi druge priljubljene altcoine. In povrh vsega bomo razkrivali še dodatne obetavne kriptoprojekte v sodelovanju s cryptonews.com. Tako da ogromno vsebin bo, da jih pa slučajno ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novih videojih takoj tudi obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.